oblikovanja razvojnih ukrepov širom 212 občin v Sloveniji, ker se je na nek način glede na dejavnost različno in območje različno obremenilo gospodarstvo. Sedaj bomo trgovine, drugo gospodarstvo, finančne institucije zmetali v isti koš na ravni cele države. Vedite pa, to je zastrašujoče. In ne nazadnje, verodostojnost, tisto, kar sem še enkrat rekel, v izračunih in podatkih, ki jih prejemamo od vlade in pristojnega ministrstva. Občine smo dobili te podatke za nekaj, kar je tudi unikum pri tem zakonu v Evropi, bomo se doplačevali za vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in tako naprej. In seveda tudi podatke, kako bo to nastalo. Občine in mimogrede, naše občine, občine Litija, smo izračunali te primerljive podatke, zdaj, ko so te podatki tudi primerljivi v kursu. In kolega vraga. V tej tabeli, ki smo jo dobili od finančnega ministrstva, imamo podatek, da bo občina morala plačati 82.000 evrov za to javno infrastrukturo. Po podatkih in izračunih, ker smo jih izračunali glede dostopnosti iz GURS-a, pa smo tudi izračunali, da je ta strošek po nas stal kar 207.000 evrov. In to je problem.